Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o svečenicah. Kako veste, da imate s tem opravka, s svečenicami? Veste kako? Če imate okrog sebe ženske, ki so zavistne, ne moramo reči ljubosumja, ker ljubosumje je v osnovi ljubosumen si nekoga hočeš imeti za sebe, v tem primeru je ljubosumje, ampak po drugi strani je pa zavist, ta ženska zavist. Če, ne vem, ženska zgleda boljša kot ona, če ima neke veščine boljše kot ona, če nekdo nima dovolj izobrazbe, kaj bo pa ona govorila, saj nima izobrazbe. Se pravi, na en način je treba nekoga ponižati, zaradi tega, da imaš občutek, da si ti več vreden. No, in to je v bistvu povezano s temi svečenicami, in dejstvo je, da očitno bomo danes o tem govorili. K temu me je spodbudilo sporočilo, ki sem ga dobila, in sicer ena gospa mi napisala, da najbolj so jo pritegnili ti moji videi, svečenice, in ona ve, da je bila tam med njimi. Že kot otrok ni imela nekih tipičnih želja po poklicih, ampak vedela je, da je drugačna, da je nekaj v njej, da ima neke sposobnosti. No in poglejte, tiste ženske, ki predelujete to energijo svečenic, ni nujno, da v tem življenju, da imate ne vem kako visoko izobrazbo, da imate veliko štempljev, ampak veste, da imate nekaj v sebi. Po drugi strani pa tudi te svečenice, nekatere, ki predelujejo svoj veliki ego, da se razumemo. Zdaj, tista, ki se bo zdajle po teh besedah počutila ogroženo, pomeni, da ima kar precej za predelati. Recimo, hlepi po neki izobrazbi, po potrditvah, po štemplih, da pridobi neke nazive in da vas tem občutek, da je pa ona več, da ona je, skozi mene gre, šolan psihoterapevt, da kaj bo pa tam ena Minka govorila, kaj pa ona. A veste, na ta način točno vemo, da te ljudje predelujejo tudi cerkveno duhovščino in v mnogih življenjih so ti ljudje povezani tudi z nekimi cerkvenimi dostojanstveniki. No, recimo ena od takih gospe, ki imam jaz z njimi, nam reka težave, ampak vem, da obstaja. O enem od prejšnjih življenj se je najina energija zataknila, ko je bila ona škof, in v bistvu jaz sem bila namenjena, da me je na nek način, ona me v tistem življenju me je posilila, ampak v tem življenju me z nečim posiljuje, in imam v tem življenju jasno za postaviti meje. No, v glavnem, ta gospa pa piše naprej, da pred leti je spoznala sanskega moškega, se z njim poročila in vse je bilo lepo do takrat, ko je zanosila. In takrat se je v njej zbudil nek strah, da ji bo tašča odvzela otroka. No in zdaj poglejte, to je spet povezava s svečenicami. Da se razumemo, zakaj je to povezava s svečenicami. Dejstvo je, da svečenice, ali pa recimo, če predelujete nune, dejstvo je, da tudi nune so bile namenjene za zadovoljevanje potreb tudi duhovnikov, in dejstvo je, da njihovi otroci niso bili prav njihovi, oziroma nekateri so pristali v sirotišnicah, v vsakem primeru so jim jih pa vzeli. In ravno tako pri teh velikih svečenicah, zdaj kar sem videla pri mojih strankah, da v bistvu otrok jim je bil odvzet. Velika svečenica ni smela imeti otrok, in če je zanosila, otrok ni mogel biti z mamo. In lahko same preverite z mišičnim testom, in če zdaj ta trenutek preizkusimo, se pravi, jaz kot duša predelujem življenje svečenic. Ja, zase sem videla, da sem bila svečenica v parih življenjih, in dejstvo je, da v teh življenjih se mi vseh zataknila energija. Dejansko vseh. No in prav zdaj, če gledamo, zadnjič sem že posnela video o delfih, se pravi, vas privlači mistika, mogoče pogledajte tudi ta video. No in prav v delfih sem prišla do zaključka, da je del moje energije ostala zataknjena z določenimi ženskami iz
tudi iz tega življenja, ker nisem ustrezala nekim pravilom, neki izobrazbi, nekim standardom, se pravi, bila zadaj neka ljubosumnost oziroma zavist in sem bila v tistem življenju ob življenje, sem me vrgla noter v tisti prepad. V glavnem, to je to. Zdaj pa poglejmo prav tale gospa, ki je rekla, da predeluje potom tašče strah, da bo izgubila otroke. No in zadnje svetovanje je bila pa pri meni ena gospa, ki ima pa ravno tako, ne da bo izgubila otroke, ampak da bo izgubila partnerja. No in ravno tako je povezan ta njen partner, ki bolestno se ga oklepa, enostavno ga ne more spustiti zaradi tega, ker je povezane v 3 življenjih sva videli, da ga je izgubila kot otroka oziroma da ji je bil odvzet kot otrok. In zdaj pomislite, če vi predelujete nek strah, da vam bojo nekoga odvzeli, lahko je to partner in v tem življenju ga na en način dojite in vam večkrat očita, do mene se obnašaš kot mama, daj razumej svojo glavo in tako naprej. Seveda, ker niste v tistem življenju predelali to energijo mame in zdaj jo v tem življenju pač želite izraziti. Po drugi strani pa, tiste, ki predelujete z ženskami to žensko zavist, kaj se učite? Ne, da se skrijete pred ženskami, zaradi tega, da vas ne bi neka ženska, da vas ne bi ženske sklovale, ampak sijete naprej. Enostavno gre se za to, da porežete energijske vezi s temi ženskami in tista, veste, zdaj energije so postajale, vedno bolj čiste postajajo. In ko so vam neka oseba non-stop kotali po glavi, je to jasno sporočilo, da dejansko imate s to žensko energijsko povezavo. In kaj lahko naredite? Vi samo zaprete oči in ko zaprete oči, se samo date vprašanje, preko katerega dela mojega telesa sem energijsko povezana s to osebo. In če recimo me zaboli na tem predelu, pomeni, da sem povezana s 3. očesom. In jaz v bistvu lahko grem samo z roko čez ta del, zasukam v nasprotni smeri urinega kazalca in odsekam in pošljem to energijo v Božjo svetlobo, da se izniči. Če grem recimo, če me stisne nekako v predelu solarnega pleksusa, pomeni, da sem povezana preko solarnega pleksusa, preko popkovine dobesedno. Ravno tako grem z roko v nasprotni smeri urinega kazalca, zavijem, odsekam in pošljem v Božjo svetlobo. Dejstvo je, da ta energija, mi jo čutimo in zaupajte si, tudi vi jo čutite. In tisti ljudje, ki se vam neprestano kotalijo po vaših možganih, vi lahko se samo umirite in rečete, v redu, kaj mi sporočaš? In dovolite, zaupajte si, da je to vaša intuicija. Ne si domišljati, ne misliti, kaj se pa meni plete po glavi, pa se meni se že meša. Zaupajte, da je to vaša intuicija, ki vam govori. In tisto, kar vam naredi nek preblisk, ko nekaj zaznate, to je sporočilo. Zaupajte. Veste, ta naša intuicija ali sporoča preko glasu, da dobesedno slišiš glas, naredi to. Ali dobiš neko sliko, ali recimo jaz kako zaznavam. In tudi vam povem še en primer. Nekoč pred leti sem parkrat šla k enemu guruju na meditacije. In v glavnem pri tem guruju se mi je začelo dogajati, da nisem več čutila teh energij tako, kot jih čutim. Zaradi tega, ker res čutim preko čaker pri sebi. Recimo, če vidim, da je nekje problem na recimo čakri 3. očesa, čutim tukaj kot neko napetost in vem, da je ta del potrebno sčistiti. In ja, jaz jo zdajle čutim in vam bom razložila naprej, zakaj ga morate tudi vi sčistiti. V glavnem in potem temu gospodu rečem, sem rekla, veš, jaz ne razumem, kaj se dogaja na teh tvojih meditacijah, ker vidim, da rabim približno 3 dni, da sem spet tako, jaz v svojem centru. Je rekel,
Jaz ljudem zapiram čakre. Halo? On njim zapira čakre zaradi tega, da dela odvisnike od sebe. A veste, da ima redne odjemalce, ki rabijo vsak teden priti k njemu, zato da lahko sploh normalno funkcionirajo. Ne. Tukaj se ne gre za to, da delamo odvisnike, gre se za to, da vsak zase postane bleščeči steber in da lahko sam stoji in sam sveti, in zato pišem knjige. Zaradi tega, ker verjamem, da s tem pomagam, korake, ki jih jaz delam, jih pišem, napišem, upam, tako da vi razumete, in dejstvo je, da so to recepti, kako boste tudi vi sami napredovali po tej poti osebne rasti. No, zdaj pa pojdimo na tale tretje oko. Se pravi, čakra tretjega očesa je nekje tlelejte na tej točki. In čakra tretjega očesa, ne vem, upodobljena je recimo kot zlati rog pri samorogih. V bistvu ta čakra tretjega očesa je povezana hipofizo. Hipofiza je pa v energetskem povezavi z epifizo, ki napaja energijo kronske čakre in v bistvu pride takole, ne? In dejstvo je, da vmes to postane prav elektromagnetno polje. Na sredini med tem dvema je hipotalamus in potem preko hipotalamusa grejo sporočila vsako celico našega telesa. In kdor ima blokado preko tretjega očesa, pomeni, da ima težave z desnim ušesom, mu šumi v desnem ušesu, ima težave z mogoče logičnim razmišljanjem, z govorom, lahko ima težave z desnim očesom, slabš vid, predvsem pa s hormonskimi centri po celem telesu, zaradi tega, ker hipofiza vpliva od limfnega sistema, na energijo jajčnikov vpliva, lahko imate težave v meni, lahko imate težave z nerednimi menstruacijami, lahko vas bolijo menstruacije, se pravi predmenstrualni sindrom, to je vse povezano s hipofizo. Zdaj pa kako mi to hipofizo aktiviramo oziroma kaj je treba najprej na energijskem nivoju narediti, da se ta delček počisti. Dejstvo je, da mi imamo v sebi moč čiščenja. In ko mi zavestno začnemo uporabljati moč vijoličnega plamena očiščenja, zato vzemite v roko, ko imajo duše žur, vzemite na stran 327 je nadangel Zadkiel in to je nadangel vijoličnega plamena. Naprej od njega sem pisala o Saint-Germainu in v glavnem, glejte, nadangel Zadkiel, angeli vijoličnega plamena, vijolični plamen odenite me, jaz sem moč srca, jaz sem svetloba božanske biti, jaz sem popolno očiščenje, jaz sem luč srca, jaz sem moč svetlobe, jaz sem vijolični plamen transformacije. Pomemben je, zdaj pa druga stvar, zdaj pa dih. Ko vdihnemo, da si predstavljate, kot da vdihnete zrak in da ga zadržite na čakri solarnega pleksusa, kjer je povezava s spodnjimi čakrami, potem peljete vdih in se zaustavite na tem predelu in ga peljete do epifize, hipofize in potem izdihnete. Za tiste, ki iščete, kako se diha, dajte vtipkati Joe Dispenza dihanje, boste itak najdeli. In dejstvo je, da on opisuje, kako v bistvu s pomočjo diha aktivirati čakre v možganih. In dejstvo je, da to deluje. Naslednja stvar, kako lahko spodbudite prav te centre v možganih. In zdaj, zakaj vam o tem govorim v povezavi s svečenicami, vam pa razložim. Dejstvo je, da cink deluje na vse centre v možganih, rabite kar precejšnje količine cinka, zdaj v miligramih vam ne bom znala povedati, ampak če ga vzamete pri meni 4 tabletke na dan. In to je v bistvu tisto, kar potrebujete, da se aktivirajo centri v možganih. Potrebujete še baker, selen pa jod, to so 3 minerali, ki delujejo na razstrupljanje na celični bazi in delujejo tudi na težke kovine. Naslednja stvar, potrebujete B-vitamin, B-vitamine sploh B2, B3 pa B6 vitamin, ki vežejo, ker so v bistvu koencimi pri razstrupljanju in aktivirajo glutatijon, zdaj jaz to lečem iz mojih možganov, glutatijon, to je pa snov na celični bazi,
ki deluje kot lebdeči papir in dejansko vpliva na razstrupljanje. Zdaj, zakaj vam o tem govorim? Zaradi tega, ker ne morete razviti svojih božanskih sposobnosti, če ste zastrupljeni. Zadnjič sem že snemala video o tem, da mogoče ste naenkrat postali alergični na določeno hrano. In jaz vidim pri sebi, moje telo zavrača alkohol, ne gre, tudi mečka ne. Zdaj se mogoče smejite, ampak tako tudi kakšen kozarec vina ne gre. Zavrača gluten in zavrača sladkor. To enostavno zavrača, v redu je mediteranska prehrana, ampak vse ostalo povzroča v mojem telesu odtekanje in se ne počutim dobro. Naslednja stvar, kar je pa zdaj pomembna. Če mi želimo, da se aktivira ta naš polni božanski potencial, in zdaj dejansko smo v tem obdobju, ko vsak izmed nas čisti svojo energijo, da pride do tega svojega polnega energetskega potenciala, ja, je čas, da jasno postavimo meje ljudem, ki nam kradejo energijo. Da počistimo te strahove. In zdaj, če grem spet nazaj na to sporočilo, se pravi, je ženska, zdaj govorimo o tej tašči, ki bi vse naredila, da bi izpadla popolna. Krade mi ideje, besede in je pravi primer couch potatova. Se pravi, to je človek, ki v tem življenju je tašča. Lahko bi bila mama, lahko bi bila partner, pač duše so se odločile, da bo pač tašča. In dejstvo je, da tukaj ta gospa se uči jasno postaviti meje in predvsem to, da ne dovoljuje krajo energije. In tukaj zakaj govorim tako odločno? Zato, ker tukaj ni, joj, pusti me pri miru. Ampak pri energijah, ko se pa gre za energijsko izčrpavanje, pa treba reči dovolj. Se pravi, ko jaz počistim zdravilno molitvijo dekodiranja, strah pred tem, da bom izgubila, partnerja, da bom izgubila otroka, sovraštvo do, recimo v tem primeru, tašče, takrat jaz počistim moje blokade. Druga zadeva pa je, mogoče vam pa jaz v svoji podzavesti za obljubo še iz časa Lemurije, kjer so v bistvu povezava s temi svečenicami, da bom svojo energijo zalagala temne energije. In zdaj vi preizkusite z mišičnim testom. Če imate v svoji podzavesti strah oziroma za obljubo, dajmo zdaj probati, v svoji podzavesti imam za obljubo, ali pa v svojem eteričnem telesu imam za obljubo, da bom svojo energijo napajala temne energije. Jaz tega nimam več, pa vam povem, da sem imela. Če imate, recimo, lahko rečete, na svojem eteričnem polju imam pečat, ki dovoljuje, da temne energije vstopajo v moje polje. Tudi to je možno. Glejte, te stvari sem zdaj jaz pri sebi čistila in so povezane direktno s svečenicami. In sem počistila. In zdaj naslednja stvar pa je, da rečem dovolj. Nič več. Zdaj pa še ena stvar. Pogosto te modre duše, ki smo stare duše, delamo z ljudmi. In spet, to je zame, jaz sem prišla do tega, ampak preverite, če je za vas tudi. Če delate z ljudmi, je ključnega pomena, da takrat, ko delate z ljudmi, da si umijete lase. Dejansko so lase antene in jaz vidim, da si moram vedno po vsakem svetovanju umiti lase. Da te energije čistim stran, seveda grem cela pod tuš, zato ker se s tem čisti eterično telo. Naslednja stvar, kar je pomembno, pa žajbelj. Žajbelj nosi energijo vijoličnega plamena. Zdaj, glejte, jaz imam tega zažganga. Ampak dejstvo je, da ga uporabljam. In moč vijoličnega plamena dejansko se poveča z žajbljem, ker žajbelj ima vijolično prano energijo za čiščenje tega eteričnega dela. In še ena stvar, če se vam dogaja, da zvečer ne morete spati, da vas bolijo noge, da imate nemirne roke, noge, da ste nemirni, vzemite žajbelj
in prekadite prostor, kjer spite, predvsem pa svoje noge. Zato, ker temne energije se vežejo, v bistvu preko nog vam odteka energija. Ne znam vam povedati, kako to, ampak vam povem iz svojih izkušenj, kaj se meni dogaja. Leta nazaj, ko sem bila še poročena, 8 let nazaj recimo, da je bilo to, se je meni dogajalo, da po noč nisem mogla spati. In sem pogosto vstala in hodila kalcij jesti, magnezij, piti. Enostavno nisem vedela, kaj naj naredim in na koncu sem spala na kavču, ker sem imela tako nemirne roke in noge. No in to je sindrom nemirnih rok in nog. No in potem sem pa z eno, pa ne vem, s katero gospo sem govorila, pač z eno gospo, ki vidi energije, no. In je rekla, ko sem vprašala, zakaj se meni to dogaja, ona meni reče. Rekla, ja, se čisto preprosto, vaš mož se priklaplja po noč na vašo energijo. Rekla, ampak ne za sebe, na njega se pa priklaplja njegova mama. Juhej, nema. In potem sem te stvari začela čistiti in se učiti in tako naprej. In ja, mogoče sem se že kaj naučila. No, to je to. Tako da, glejte, če se vam dogaja, da vi, modra, stara duša, predelujete razne energije, ki so za predelati še iz Lemurije, iz časa Egipta, iz časa Delfev, lahko vprašate, moja energija v povezavi s to osebo je povezana in lahko dobite s čim? So Delfi, lahko je tukaj, so razni, mislim, povečina, ne, tam, kjer se je zataknila energija, nikdar ni povezana z Avstralijo, z Aboridžini, redko z Indijanci. Z Indijanci je z nekim pobijanjem ponavadi zataknjena energija, nikdar z Maji, a ne z Maji, da se razumemo, ne z Maji. V glavnem, res je zanimiv, parkrat sem videla, da je že zataknjena energija, recimo samuraji, ampak predvsem ne več te zataknjene energije, sploh v našem predelu očitno je povezana Grčija, Delfi, ogromno energije je zataknjene z Egiptom in ogromno suženjske energije imamo za predelati, sploh tiste pokorne ženske, ki si najdejo nekega rablja, ki jo tera na vse možne načine. No, glejte, preverite, tukaj sem zato, da vas učim, da se naučite sami uporabljati mišični test in da lahko potem sami s pomočjo zdravilne molitve dekodiranja počistite vse, kar moti delovanje vašega energijskega telesa in seveda posledično tudi vaših celic, kar se celični spomin, pač ta energija čisti preko fizičnega telesa. In seveda na podlagi tega imamo potem glavobole, šumenje v ušesih, bolečine v hrbtu, bolečine, ne vem, na srcu in tako naprej. V glavnem, to je sporočilo, da imate nekaj za počistiti. Tako da, ja, tele svečenice, zanimiva zadeva, no o tem, kar sem zdajle govorila, pišem zdajle, ravno ker zaključujem tole mojo ta 4. knjigo, ko verjetno bojo, ko imajo čakre žur. Bomo videli. V glavnem, v tem pišem in sem prepričana, da s tem bom marsikateri modri duši mogoče odstrla delček tega pa rekla, a to jaz predelujem. No ja, lejte, takle imamo, v življenjih, ko to predelujemo, se vrtimo potem toliko časa z enimi in istimi ljudmi, da to predelamo. Super, a gremo še na neko sporočilo, da vidimo. Najprej Ušotove karte, kaj nam sporočajo za vse tiste, ki ste velike modre duše na potovanju skozi življenje in rabite nek preboj, silovito. Lejte to. Kaj je prišlo? Karta preboj je ven padla in silovitost. Dejstvo je, ko boste tole počistili, boste dobesedno tako, kot da bi razbili oklep.
nekih sil, ki vas vežejo, boste videli in se boste osvobodili. To se bo zgodilo, zaupajte v svoje božanske sposobnosti, imate jih, vsem jih imate, zato ker, verjemite mi, mi kot duše smo veliko več kot angeli nad angeli, mi smo božanska bitja, ne jaz. A veste, bi rekel, ja, to je Minka. Ne, vsak izmed nas je božansko bitje, vsak. O, jasnost, jaz vem, jaz poznam resnico, jaz sem resnica, ti boginja, ti velika, ti poznaš resnico, ti veš. In ta jasnost, ne jo ubijati, ne reči, te moje fantazije, ne si dovolj tega. Zdaj pa poslušajte. Ko se ne znam odločiti, me zadržuje strah. Strah je kot virus. Takrat dovoljujem, da ljudje okuženi s strahom manipulirajo z menoj. Jasno mi je, kaj je dobro za mene. Jasnost mi pomaga do čiste resnice. Enostavno vem in se zavedam, kako delovati. V zavedanju je moja moč. Ja. V zavedanju je moja moč. In bolj kot se zavedamo tega, kdo smo, večja je moja božanska moč. In tudi tvoja. To je to. Zato zaupajte. Dovolite, da se zgodi, karkoli se vam zgoditi. Boste videli, življenje je ena velika pustolovščina. Uživajte in naj vas pri vsem tem, kar delate, pomaga in spremlja Božji blagoslov. Uživajte.